Dragi gledalci, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci naših oddaj. Tokrat zopet snemamo pogovor z enim od doktorjev, ki je zgodovino študiral na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od samega začetka študija pa vse do konca, do zaključka z doktoratom. Sogovornik je Jaka Banfi, ki je doktoriral s temo o celjskih grofih. Seveda bo sam bolj natančno povedal, o čem je to, kaj to je počel. Čeprav morda se na prvo žogo nam zdi, da vse vemo o Celjanih. Vemo vse ali smo kaj novega izvedeli? Ne, mislim, da ne vemo vsega o Celjanih, ogromno je, ki je še potrebno raziskati. Torej, naslov moje disertacije je bil Klientela celjskih grofov. Izhodišče za to temo je bil članek mojega mentorja, Mihe Kosija, z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, čigar mladi raziskovalec sem bil. Drugi mentor je bil seveda profesor Peter Štih, torej Klientela celjskih grofov. Ta članek njegov iz leta 2021 je nek osnutek, v tem članku je začel raziskovati, kaj je to zdaj klientela in kdo so bili ti klienti celjskih grofov, vključno z njihovim predhodnim obdobjem, ko so še bili svobodni gospodje žovneški. Torej, v svoji disertaciji sem v bistvu raziskal kot prvo razvoj klientele celjskih grofov in njihovih predhodnikov, svobodnih gospodov žovneških, potem seveda, kako so pridobivali te kliente, kako so širili to klientelno bazo, od kod so bili njihova torej, družbena pripadnost, njihova deželna pripadnost. Torej, drug segment, ki pa se mi zdi morda še bolj pomembnejši, je bil seveda uvrednotiti to klientelo. Kaj je zdaj ta klientela pomenila za celjske grofe, ne? Kako so jo izrabili, ne? Najboljše izrabili, seveda, ne? In tle sem seveda ugotovil, da so jo kar najboljše izrabili v tako imenovani dvorno-teritorialni upravi, ki so jo začeli razvijati nekako po letu 1350, po vzoru dvorno-teritorialne uprave deželnih knezov. Torej, ta njihova klientelna baza je nastala približno, lahko rečemo, 300 let, ne? Zasledimo jo že nekako v zgodnjem 13. stoletju, okoli leta 1228, ko so celjski grofje seveda bili še torej, svobodni gospodje žovneški in so se podali v teritorialno ekspanzijo. Dejansko se je pa začela razvijati za časa prvega celjskega grofa Friderika I., ki je dejansko zelo agresivno širil svojo lastno posest in s tem hkrati tudi torej, svojo klientelo. Seveda potrebno je tudi pojasniti, kdo so ti klienti, torej kaj razumemo pod klientelo, ne? Pod klientelo lahko danes razumemo marsikaj, ne? Medievisti pod klientelo razumemo v prvi vrsti vazale, ministeriale, potem tudi dvorno duhovščino, torej duhovnike, ki so bili v službi gospodov, kot so bili na primer celjski grofje in so jim služili kot njihovi kaplani, njihovi osebni spovedniki, kot njihovi pisarji navsezadnje, njihovi tolmači. Za duhovnike vemo, da so bili torej vešči latinščine in latinščina je bila v srednjem veku lingua franca, se pravi, nekdo je moral upravljati tudi to funkcijo tolmačenja, prevajanja, torej, da je skrbel za sporazumevanje na bi rekli, internacionalnem nivoju. In pa seveda na ogrskem, ne, tako imenovane familiarje. Familiarji so posebnost Ogrske. Ta termin zaenkrat v slovenski medievistiki ne prevajamo. Familiar je nekaj podobnega kot vazal, ni pa čisto isto, ne. In vemo, na primer, da so bili celjski grofje torej prisotni na Ogrskem, ne. Leta 1399 so pridobili zagorsko grofijo v Slavoniji, ne. In tam na Ogrskem, torej oziroma na Hrvaškem, ker ta vazalni sistem ni bil prisoten, si niso mogli ustvarjati svojih vazalov, so si pa lahko torej familiare, v bistvu, ki so res posebnost Ogrske, ne. Kar se pa tiče drugega dela moje disertacije, torej te dvorno-teritorialne uprave, ki se mi zdi v bistvu najpomembnejši, ne. Ta dvorno-teritorialna uprava, ne, ki so jo razvili celjski grofje po vzoru deželnih knezov, ne, je imela povsem, bi lahko rekli, pragmatičen razlog. Namreč ta uprava je v bistvu skrbela za upravljanje z njihovo posestjo, ki je bila zelo velika.
Kot vemo, na vrhuncu so celjski grofje se ekspandirali torej na spodnjem Štajerskem, torej na današnjem slovenskem Štajerskem, na Kranjskem, na zahodnem Koroškem, v Slavoniji, torej v Zagorski grofiji, in nekdo je enostavno moral za to posesti upravljati, ne, z tem teritorijem, z temi gradovi, ne. Na vrhuncu so imeli 125. Jasno, da celjski grofje niso mogli za to skrbeti sami, ne. Se pravi, so rabili svoje uradnike, ki so za to skrbeli. Se pravi, zato so razvili svoj upravo. Druga stvar je bila, da je ta uprava, da so ti uradniki skrbeli za tiste dvorne posle, ne. Torej za tekoče delovanje dvora, ne. Na vrhuncu torej so imeli okoli 221 uradnikov, jaz govorim za čas torej Friderika II. In Ulrika II. Funkcije seveda, ki se pojavljajo v tej dvorno-teritorialni upravi, so zelo raznolike. Poznamo približno 30 različnih funkcij, svetovalci oziroma eni rečejo svetniki, to so bili torej izbrani iz vrst torej najbolj zanesljivih vazalov, ki so svetovali celjskim grofom, kako voditi politiko, kako voditi družinsko politiko. Seveda njihov svet je bil popolnoma torej fakultativen, celjski grofje so se lahko odločili sami, ali bodo ta nasvet poslušali ali ne. Potem na primer dvorni mojster, ki je bil torej šef dvornega osebja, dvorni maršal. Dvorni maršal ni vojaška funkcija. Danes maršala poznamo kot torej nekega poveljnika, torej oficirja v vojski, ampak dvorni maršal je v bistvu skrbel za logistiko, skrbel je torej tudi za nastanitev gostov, ki so prišli na dvor, za dvor na potovanju, ne, kje je spal, kdo je dobil kako posteljo, kje je bil nastanjen, skrbel je tudi za torej tako imenovani dvorni hlev, za konje, torej to ni bila vojaška funkcija. Potem na primer pojavlja se tudi vratarski mojster. Vratarski mojster je bil torej šef dvorne straže. Imamo samo eno omembo vratarskega mojstra pri celjskih grofih in to je bil Jož Helfenberški, ki velja torej za krvnika Veronike Deseniške, česar mu pa ne moremo dokazati. Imamo pa torej indice, več indicev v tem človeku, da je bil tak bolj, bi lahko rekli, aroganten, agresiven človek, med drugim je služil kot torej izterjevalec davkov celjskih grofov, ne, to že nekaj pove, to ni bila nobena mevža. Potem pojavlja se tudi funkcija kanclerja, kancler je bil torej načelnik dvorne pisarne. Kancler je v bistvu bil v 15. stoletju, torej v prvi polovici 15. stoletja, definitivno najpomembnejši uradnik na dvoru celjskih grofov. Skrbel je za tako imenovani sekret, to ni bilo stranišče, ampak gre za torej najpomembnejši vladarski pečat, v tem primeru pečat celjskih grofov. Z njim je lahko torej overil in potrdil neke listine, torej imel je, lahko bi rekli, zelo pomembno zadolžitev. Potem pojavljajo se seveda dvorni kaplani, ne, ki so hkrati služili kot osebni spovedniki celjskih grofov, komorniki. Komorniki so skrbeli na primer za garderobo celjskih grofov in tudi za finance. Imeli so čez nadzor nad zakladnico. Zakladnica ni bila neka komora, kamor bi se stekal denar, torej v današnjem smislu, ampak pač vredni predmeti, ne, kakšna zlatnina, posodje, tudi morda dragocenejše oblačilo in podobno, ne. To zelo pomembna funkcija je seveda bil tudi sekretar. Sekretar je bil namestnik kanclerja, ne, kot že seveda pove samo ime, sekretar je tudi skrbel za ta sekret. Druge pomembne funkcije, ki se pojavljajo, so na primer glavar, gradiščan in oskrbnik. Gre v bistvu za eno in isto stvar, ne. Glavari, gradiščani in oskrbniki so torej bili tisti, ki so skrbeli, ki so imeli v upravi gradove celjskih grofov, ki jih sami niso uživali v fevdu. Se pravi, so bili tam nameščeni, ampak niso mogli imeti tam svoje družine, niso mogli tam torej bivati, kot bi bivali doma, ampak so zgolj te gradove torej upravljali, ne, namesto celjskih grofov. Vse skupaj, ne, jaz, ki sem raziskoval, poznamo poimensko kar 424 uradnikov v celotnem obdobju, torej od približno leta 1100
1125 pa do leta 1456, ko celjski grofje izumrejo, torej 424 uradnikov, kar je ogromno v primerjavi z uradništvom naprimer goriških grofov, ki je bistveno slabše poznano. Skratka, ta dvorno-teritorialna uprava je res en zelo pomemben segment celjskih grofov, ker je bila do zdaj zelo slabo poznana. Ne? In to je neka novost moje disertacije, da je dejansko to osvetlilo to dvorno-teritorialno upravo. Torej je na klienteli pravzaprav temeljila moč nekega plemenitega gospoda, če je imel slabo klientelo. Ja, tako je. Kar se tiče vloge klientele, ne, kot sem rekel, ena vloga je bila to, da so tudi služili kot uradniki celjskih grofov. Ne. Seveda, morda pomembna oziroma najpomembnejša vloga te klientele je pa bila, vsaj kar se tiče plemenitih vazalov, torej vitezov, ne, da so oni služili kot torej, osebna vojska celjskih grofov. Ne. In recimo, da leta 1440, torej približno 16 let pred izumrtjem, so celjski grofje razpolagali z okoli 600 vitezi, plemenitimi vitezi. To so samo vitezi, ne? To niso tisti pešaki, strelci, torej, ki niso plemeniti, ne? Katerih je bilo bistveno več. Ne? To je cvet vojske. To je cvet vojske, ja. Ne? To je cvet vojske. Pa je to v primerjavi s kom drugim, ki je primerljivo močan kot Celjani, veliko ali malo? V primerjavi s Habsburžani je vsekakor malo. Habsburžani so razpolagali z bistveno večjo, torej bolj obširno klientelo, ne? Ampak morda v primerjavi z torej, grofi torej ortenburškimi ali pa z gospodi valzejskimi ali pa z Vauburžani, ne? Je vsekakor torej, je več, kot so imeli ti ljudje. Torej, celjski grofje, jaz mislim, da so dejansko bili na svojem višku neka evropska elita. Res je, da so uživali torej, knežji položaj, ki je bil tako imenovani sui generis, svoje vrsten, ni bil tisti klasičen, ki so ga na primer imeli Habsburžani. Ne. Celjske grofje so torej imeli te, bi lahko rekli, pasivne knežje pravice, torej, ki so veljale njihovi osebi, niso pa imeli svoje kneževine kot take, ne, svoje dežele. Ne. Ampak ne glede na to so bili celjske grofje na svojem vrhuncu elita v Evropi in tudi kot take so jih obravnavali ostali dinastiji, ostali knezi. Tako da mislim, da smo lahko na njih ponosni. Hvala lepa, še enkrat pa seveda tudi čestitke za ta doktorat. Hvala lepa, hvala vam. Hvala.